Bog daj dober večer. Tu, v tej dvorani, je bil storjen prvi korak v novo ero slovenske zgodovine. Sedaj pa, dragi prijatelji, spoštovane dame in gospodje, vas prosim za nekaj potrpežljivosti, ker bi rad z vami delil svoje razmišljanje o nekaterih dejstvih, ki so bila relevantna v tistem prelomnem obdobju pred 30 leti. Slovenski demokrati, še posebej slovenski kmetje, smo lahko ponosni, se s ponosom spominjamo tistega 12. maja 1988 v tem prostoru, v Ljubljanskem unionu. Zgodil se je namreč kmečki bunt za staro pravdo. Tako kot pred davnimi stoletji, v času fevdalizma, ko se je kmečki stan upiral vzponam in krivicam fevdalizma, tako tudi tokrat, ko se je uprl neofevdalizmu, kot je tako imenovani socializem imenoval prvi dizident v partiji Milovan Džilas. V vsej vzhodni polovici Evrope pod rdečo zvezdo je obstajala Poljska solidarnost in Slovenska kmečka zveza. Kmečki stan se je takrat še dobro spominjal kalvarije iz prvega desetletja po vojni v tako imenovani svobodi, ki je bila pa v resnici le nova okupacija, brezpravje in tiranija. Res pa je treba pošteno priznati, da je bilo koncem 80-ih let že vsaj toliko svobode, da je bila naša akcija sploh možna. Šele takrat je lahko priletela prva lastovka slovenske pomladi. Kmečki stan je bil tokrat avantgarda. Sprožil je plaz, ki ga ne bilo mogoče ustaviti. Naj spomnim na misel, ki jo je izrekel dr. Bučar v svojem nastopnem govoru kot predsednik slovenskega parlamenta spomladi leta 1990, ko je dejal, da je bila komunistična revolucija največja katastrofa v zgodovini slovenskega naroda. Mogoče se danes zdi, da je to pretiravanje, ker se pač pozablja, kaj se je v imenu te revolucije in na kakšen način se je to dogajalo, in pa še posebej, ker se premalo zavedamo, kakšne so posledice, ki se vlečejo v naš čas. Potem se je pa pričelo svetliti.
v Evropi, v Rusiji, v tako imenovani prvi deželi socializma je prišlo do glasnosti in perestrojke. In s tem se je več ali manj v vsej Evropi na čelu z Rusijo zrušil tako imenovani socializem, ker je bil pač to nenaraven sistem, utopičen in se je sesul sam vase. To pripovedujem zato, da bi vsaj po padcu Berlinskega zidu se zavedali, da so umetni sistemi možni samo v diktaturi. To pripovedujem zato, ker si pri nas nekateri ponovno delajo utvare o nekem demokratičnem socializmu. Pri nas se je stvar počasi že takrat nekoliko demokratizirala. Pod pritiskom opozicije, ki se je takrat že dokaj močno formirala, v letu 1989, leto za nami, leto za Kmečko zvezo, in ob realističnem razmisleku vrha partije je prišlo do ustavnih amandmajev. Do takrat je bila opozicija skupaj s Kmečko zvezo samo tolerirana, ustavni amandmaji so jo legalizirali. In kar je važno, moram posebej poudariti, da je komunistična partija kot vladajoča stranka s tem, da je z ustavnimi amandmaji pristala na politični pluralizem, na pluralizem lastnine, na tržno gospodarstvo, kar je popolno nasprotje od ciljev revolucije, da je s tem priznala, da je bila revolucija zgrešeno početje. Komunistična partija se je celo odpovedala imenu, komunističnemu imenu, in se opredelila za socialdemokracijo, za socialdemokrate, in pri tem so pozabili, da so še pred nekaj desetletji očitali socialdemokratom, da so izdali interese proletariata, ker so se odpovedali revoluciji in se opredelili za politično delovanje v parlamentarnem načinu. Mogoče naj spomnim še na to. Ker nekateri žalujejo za egiptovskimi lonci mesa po Jančarju. Ali pa da očitajo, kot da trdimo, da v socializmu ni bilo nikakršnega napredka, da ni bilo nič storjenega. Seveda je bilo storjeno in tudi napredek je bil, in to tolikšen napredek, da leta 90 s tistim letom 40 ni mogoče primerjati. Ampak dohodek našega delavca ob koncu 80-ih let je bil 1/4 tistega pri naših sosedih. Zato so naši ljudje v tisočih odhajali iz socializma v kapitalizem, obratno ni bilo nikogar. Sedaj pa moram spomniti na eno pomembno posledico tistega koraka, ki je bil storjen tu,
in ki bi brez tistega koraka, tega, o čemer bom sedaj govoril, ne bilo. Epohalni dogodek v slovenski zgodovini, osamosvojitev, ustanovitev lastne suverene države. In kar se mi zdi posebej pomembno poudariti, čudežna enotnost slovenskega naroda ob tolikšni razdvojenosti sicer na plebiscitu. In prav takšna enotnost ob realizaciji plebiscitne odločitve. In čudežna zmaga v boju Davida z Goljatom v osamosvojitveni vojni. Takrat sem dejal, Bog nas je izpeljal iz Egipta skozi Rdeče morje. Spomnimo se, v času socialistične Jugoslavije so zahodni mediji pisali o Sloveniji kot o jugoslovanski Švici. Tudi sami smo razmišljali enako. Tako, ko smo se odločali na plebiscitu. Ampak sedaj se sprašujemo, kje je naša slovenska Švica. Ali se nam res kolca po egiptovskih loncih mesa, kot je zapisal pisatelj Jančar. Ugotavljajmo, da svoje države nismo vzeli dovolj zares, kot svoje z modrostjo in odgovornostjo za lastno sedanjost in prihodnost. Moramo si zastaviti nekaj vprašanj, zakaj je bilo takoj potem, ko so utihnile puške osamosvojitvene vojne, potrebno rušiti Demos. Zakaj potem, ko je prišla mednarodno priznanje Slovenije, zakaj je potem moral takoj Demos, a je bilo treba takoj zrušiti in odstraniti. Ali je res samo zato, da se je lastninjenje, privatizacija zgodilo tako, da se je vse sprevrglo v tajkunstvo in izkoriščevalski kapitalizem? Opozarjam, da je bil v Demosovem programu socialno-tržno gospodarstvo. Zato na račun Demosa ni mogoče naslavljati očitkov o neoliberalizmu. Liberalizem je namreč liberalizem s predpono neo ali brez. Ampak kljub vsemu še vedno trdim, da potrebujemo liberalno državo. Liberalno, ne birokratsko. Takšno, ki bo prijazna podjetništvu in kmečkemu kmetijstvu. Brez učinkovitega podjetništva ni socialne države. Zato pa potrebujemo državo z veliko svobode in resnične svobode. Ne pa tako, kot se že dogaja, da se bomo morali boriti celo za svobodo govora. Ali se spomnite tistega zloglasnega 33. člena o verbalnem deliktu? Ali se naj vrnemo v tiste čase? Vendar, kot sem rekel, nagovarjam liberalno državo, hkrati zagovarjam konservativno politiko z odločnim upoštevanjem subsidiarnosti, ker samo na ta način
je mogoče priti do takšne Slovenije, za kakršno smo se odločali na plebiscitu in smo pričakovali, da jo bomo imeli. Še se mi zastavljajo nekatera vprašanja, na primer o naši šoli. Spomnim se, kako je svoj čas pela slavo socialistični revoluciji in hotela vzgajati mladi rod v tako imenovanem socialističnem patriotizmu. Za slovenski patriotizem ji ni mar. Da bi mladina, da bi šolari kaj zvedeli o zadnjih desetletjih, o osamosvojitvi, za to kar ni časa. Da bi pa pripravili za državne praznike proslav, kot je bilo svoj čas nekaj povsem normalnega, o tem ni govora. Kaj naj si mislim, če se vlada, ki se ne spopada s korupcijo, hoče pa varčevati pri otroških dodatkih in drugih družinskih prejemkih? Spomnim se na to, da je dr. Bučar leta 90 oznanil konec državljanske vojne. Pa je bilo res konec? Se sprašujem, le kdaj bo prišlo do normalnega sobivanja levega in desnega političnega pola, brez sovraštva, da bodo različne opcije med seboj konkurenti, tekmovalci, recimo politični nasprotniki, nikakor pa ne sovražniki. Šele ko bo možno normalno sodelovanje, normalno demokratičnih levih, normalno demokratično desnih strank, v interesu skupnosti, v interesu države, takrat bomo prava demokracija. To je v Evropi nekaj povsem normalnega. Tisti datum tam gori omenja oziroma pomeni tiste čase z Janezom evangelistom Krekom. Z vsem tem delovanjem v interesu delavskega in kmečkega stanu. V tistem času je nastalo zadružništvo in v programu Kmečke zveze, ki jo smo ustanovili 12. maja 1988. So bile pomembne postavke za kmečko kmetijstvo, torej družinske kmetije, in reformo zadružništva. Reforma zadružništva še čaka. Čaka na uresničitev. Mi se zavzemamo za kmečko kmetijstvo, za družinske kmetije. Ministrica, kmetijska ministrica sedanje vlade je pa že namigovala na neko obliko kolektivizma. Zamislimo se nad tem.
Dejal sem, da je prva lastovka slovenske pomladi priletela 12. maja. Naj spet prileti in upajmo, da bo spet priletela. Da nas spomin na 12. maj, na dan kmečkega punta, na dan upora, resničnega upora za svobodo, za resnično svobodo, in imamo upanje, da je upanje. Lepo je in koristno je, da stranke slovenske pomladi gradijo med sabo vendar neko novo zaupanje. In lahko smo veseli, da se stranke ljudske in krščansko-demokratske usmeritve, da stopajo vse bolj z ramo ob rami. To bo privabilo novo lastovko slovenske pomladi. Sicer pa, dragi prijatelji, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Živeli.